Je morda še kakšno vprašanje? Ja, v bistvu ni čisto povezano s tem, ampak delno pa tudi. Mene zanima, kako komentirate dejstva, da so ti recenzenti, ki v okviru javne agencije za raziskovalno dejavnost ocenjujejo delo posameznih raziskovalnih skupin tajnih. A ne bi morali biti njihova imena znana javna, glede na to, da se na podlagi njihovih ocen razdeljujejo sredstva? No, veste, da javna agencija za raziskovalno dejavnost je samostojna agencija, neodvisna agencija, ki ima svoje organe upravljanja, vodstvo. Mi neposrednega vpliva na to, kaj počnejo in kako počnejo, nimamo. Skozi, desetletje se je izoblikovala neka praksa, ki jo poskušamo, recimo določene korekcije znotraj pritožbenih postopkov, naprimer so jutri na dnevnem redu Državnega zbora, ko spreminjamo po skrajšanem postopku zakon o raziskovalni dejavnosti, ravno zato, da korigiramo tisto, kar je praksa pokazala kot ne dovolj dobro urejeno. To je neko vprašanje, s katerim smo se pa kot ministrstvo srečali pri centrih odličnosti in kjer smo tudi zagotovili, da so vsi ti podatki bili javni. Naše ministrstvo je takrat vsem prijaviteljem omogočilo pridobiti informacije o tem, kdo so bili recenzenti, tako da kako natančno je to urejeno v ARS-u, kakšne so pravne podlage, na katerih ravna ARS, koliko je to primerljivo z prakso, ki velja na ravni Evropske unije, da je Ana kakšno besedo več. No, jaz bi rekla, da informacijska pooblaščenka odloča o dostopu do tovrstnih informacij in preko tega pač tudi nobene agencije ali pa mi ne moremo in tudi pravzaprav ne želimo, ne? Tako da to je ta pravo vprašanje, ki mora biti naslovljeno tja. Informacijska pooblaščenka je rekla, da bi morali biti javni ti. Torej ARS mora ravnati v skladu s tem. Ni pa ARS, razumete, ARS ni organ v sestavi ministrstva, ne? Mi nimamo nobenega vzvoda do agencije, tako kot tudi naprimer druge tehnološke agencije, da bi na tej ravni lahko uveljavljali neko našo voljo ali voljo nekega tretje institucije. Oni so tudi podvrženi samostojno nadzoru Računskega sodišča, naprimer, tako kot naše ministrstvo, imajo oni lastno pravzaprav to subjektiviteto v teh postopkih in mi pričakujemo, to pa je nedvoumno, da bo ARS ravnal v skladu z odločitvami pristojnih državnih organov in temu prilagodijo svoje pravila in kolikor bi se to ne zgodilo oziroma ne upoštevalo, pa je seveda na nas, da ukrepamo. Ob tem bi bilo pa verjetno še za poudariti, da je Evropska komisija, prek katere se razdeli več kot 20% kompetitivno razdeljenega denarja za raziskave in razvoj v Evropi, ne objavlja, kdo so recenzenti posameznih vlog. Objavijo sicer seznam vseh recenzentov v posameznih razpisih, ne pa to, kdo je recenziral posamezno vlogo. Zato, da se v tem primeru zaščiti tudi recenzente. Še kaj? Jaz bi se vprašala, če sem pravilno razumela, skratka, s tem načrtom vi opredeljujete prioritete, kam se pravzaprav bo, v katere projekte in kam se bo vlagalo naslednjih 10 let za raziskave, razvoj. Infrastrukturne projekte, gre samo za a lahko pol zelo tako banalno iz enega tega projekta vzamemo en primer, kaj recimo, ne vem, se bo kupil, kakšen primer, mislim, en tako, da naredimo malo bolj človeško, kaj pravzaprav to pomeni. Vi ste določili nekatere projekte, ali pa vi, kdorkoli, pač ta neodvisna agencija, kakorkoli določili projekte, kam se bo zdaj vlagalo, ne? In zdaj me zanima čisto konkretno, ne vem, kaj to pomeni. No, to pomeni, naprimer, ker imamo v Sloveniji močno kemijsko industrijo, kjer potrebujejo elektronske mikroskope, to je precej draga oprema, ki se trenutno kupuje tako, da naprimer se vsaka inštitucija posebej odloča, kaj rabi, odda to na razpis ARS-a in potem dobi to odobreno ali pa ne. Smo se mi odločili, da glede na to, da so v Sloveniji, da je to področje močno,
da potrebujemo raziskovalno opremo na področju materialov, da povežemo vse raziskovalne skupine, ki to opremo, podobno opremo potrebujejo v delovne skupine in ob vsakem razpisu, ki jih izvaja agencija, se hkrati s predlogom za nakup opreme odda tudi skupni predlog te skupine in ima potem prednostno obravnavo pri ARS-u tudi, kar se tiče višine sredstev. Na ta način dosežemo, da se celotno področje v Sloveniji poveže, se medsebojno dogovori, kakšna oprema bo kupljena in kje bo stala in jo potem skupaj uporablja. A k temu lahko še kdo pristopi ali je pač zdaj to definirano? Ne, kot prvo gre zdaj to v javno obravnavo za en mesec. Potem je pa to odprto, mi smo samo določili prioritetna področja na podlagi predloga delovne skupine. So predlagana delovna področja, v katera naj bi se vključevali vsi tisti, ki so uporabniki tovrstne opreme. In mora biti odprto. Tu pri koncu, če boste pogledali, ko govorimo o nacionalnih prioritetah, je izpostavljena ena ideja pravzaprav o vzpostavitvi virtualnega infrastrukturnega vozlišča oziroma portala. Centri odličnosti so pravzaprav že nastali na podlagi ugotovitev, da v Sloveniji kar nekaj kvalitetne raziskovalne opreme obstaja. Ena recimo velika gostota zahtevnih elektronskih mikroskopov, na primer, je tu na Viču, jih je precej. In da pa ni izkoriščena tako, kot bi lahko bila. In tudi zato smo centri odličnosti pravzaprav postavili na tak način, da je to oprema, ki omogoča dostop pravzaprav vsem, ki so v tistem partnerju prioritetno vključeni. Tukaj so posamezno, neko idejo je center odličnosti nanotehnološki, profesor Mihajloviča je posebej nam tudi demonstriral, kako so oni omogočili vsem članom, da imajo pravzaprav možnost polne eksploatacije te opreme znotraj vsega razpoložljivega časa in to je podobna stvar. Skratka, ta raziskovalna infrastruktura bo na voljo vsem preko tega portala, ne samo tistim, če sem razumel vaše vprašanje, ki so v tej fazi sodelovali oziroma se kot ta skupina oblikovali. Ti so sem prispevali k temu, da smo ugotovili, kje je ta kritična masa, ta interes, ta ambicija prisotna, kje je tudi to korespondira s takšno ambicijo v gospodarstvu, zato ker v tem smislu ta infrastruktura je idealno, da je pravzaprav uporabljena tudi z tega vidika, že tudi v smeri neke potencialne komercializacije rezultatov teh raziskav in to je v tej fazi vse, kar so te skupine naredile. V nadaljevanju pa bodo seveda nove raziskovalne skupine, ki bi nastale ravno tako imeli možnost se vključiti oziroma to opremo izkoriščati. Še kaj morda? Če ne, se vam zahvaljujem za udeležbo. Najlepša hvala.